Takole, zdaj pa, če ste dobro poslušali, po mojem bi tele naloge že mogli znati rešiti. Zdaj, tako da jaz vam predlagam, da tu zdaj date pauzo, si prepišete nalogo pa probate rešiti. Jaz bom pa zdaj eno od teh dveh rešila. Mogoče bi, za razliko ponavadi smo vedno imeli A pa višino. To dajte sami B, mi bomo pa A rešili. Zdajle še tu, a ne. Okej. Imamo pravilna štiristrana piramida, izračunaj površino, a ne, tule en O odšel v večno lovišča. Pa dobimo, ne, se pravi, imamo štiristrana piramida. Kaj so podatki? A je 2 centimetra, S je 4 centimetre. Treba izračunati, kot vedno, prostornino in površino. Zdaj, zakaj je fino, da si izpišete podatke? Zato ker nekako, že ko jih izpisujete, malo premislite, to, malo si v glavi naredite in ste potem takoj lažje v stvari noter. No, skica je tudi zelo pomembna, zato da lahko malo stvari preverite, če razumete. Štiristrana piramida pomeni osnovna ploskev je štirikotnik. Zdaj, da je piramida malo lepša, ga malo bolj postran naredimo, ne, drugače pa si lahko predstavljamo, da to ni paralelogram, ampak je kvadrat. To je tako 3D risanje, ne. Ko imamo enkrat osnovno ploskev, povlečemo stranice iz vrha. Vrh si v bistvu tako sami malo zamislite, kje bi to lahko bilo. In imamo piramido narisano. Za bolj profesionalno risanje pa lahko naredite črtkane tiste robove, ki se ne vidijo, ne, to je pa bolj profesionalno. Zelo radi imamo še tudi, da takoj vidimo, kje je višina. Višino si najprej malo poglejte, kje je središče tega lika, potem pa od vrha do središča povlečete višino. Višino ponavadi vedno potrebujemo, ne. Zdaj pa, če označimo naše enote, mislim stranice, ker je to pravilno, potem so vsi v spodnjem liku A-ji. In pa imamo še S, pa bom zdaj tukaj S kot stranski rob označila. Evo ga. Stranski rob. In pa tule ta rdeča črta je pa višina. Dobro. Pa gremo. Kaj bi recimo reševali najprej? Lahko prostornino, ker smo že malo tako navajeni, da prostornino ponavadi najprej. Okej, prostornina je osnovna ploskev krat višina tretjin. Prostornina je potem osnovna ploskev najprej. Osnovna ploskev je kvadrat v našem primeru, se pravi ploščina osnovne ploskve je A na kvadrat. S osnovne ploskve je potem 2 na kvadrat, kar je 4 centimetre na kvadrat. Okej. Osnovna ploskev ni bilo problema, zdaj pa rabimo višino. Višina pa ni podana, a ne, imamo pa S, višine nimamo, pa tale del bomo zdaj poskusili uporabiti. Tako da za to, da bi dobili višino, bomo spet rabili en pravokotni trikotnik. Zdaj bomo šli po S, takole tule, to se bomo še zmenili, kaj je, pa gor po višini. Ta trikotnik bomo zdaj vzeli. Okej. In v tem trikotniku, pravokotnem, je navzdol višina, po desni je S, takole. Tu dobimo pravi kot, nas pa zanima, kaj je to, tale X, ne. Če bi pogledali, če bi nadaljevali tole stranico, naravnost, ne, potem bi prišli čez celo diagonalo, ne, če bi to pogledali navzdol, bi šli po diagonali. In točno na sredini je vznožje naše višine. Se pravi, tale naš X-ek je tule. X je v bistvu diagonala polovic. Diagonala kvadrata, smo pa že prej rekli, da poznamo formulo, je A krat koren 2 polovic, a ne. In zato bo naš X
2 koren 2 polovic, kar je 1,4. Če damo to v kalkulator, 2 pa 2 se pokrajša, pa koren je 1,4 centimetre. Ok, in zdaj vemo, da je tole 1,4 centimetra. Kako heca tale moje pisalo zadnje čase. S je pa stranski rob, je pa 4. Ok, in zdaj želimo dobiti ven višino. Višina piramide na kvadrat je torej S je hipotenuza, se pravi bo S na kvadrat minus, potem pa imamo X na kvadrat. In višina na kvadrat je potem 4 na kvadrat minus 1,4 na kvadrat. Višina na kvadrat, višina naše piramide je, tu si pa lahko pomagamo s kalkulatorjem, 1,4 na kvadrat in dobimo, da je to 14,04. Ker imamo tu višino na kvadrat, je višina koren iz 14,4. Koren iz 14,04, kar je 3,75 centimetra. Takole, ne? Višina naše piramide je 3,75 centimetra. In zato lahko zdaj prostornino zračunamo. To je zdaj osnovna ploskev, kar je 4, krat višina 3,75 in pa ulomljeno z 3. Prostornina je potem, pa kar v kalkulator. Ne boste verjeli, točno 5 mi je prišli. 5 centimetrov na 3. Evo, pa takole. Ni da ni. Ok, dobro. Zdaj imamo prostornino, zdaj pa dajmo še površino. Tole lahko zbrišem, da bo malo več prostora. Saj veste, vse, kar smo delali, je posneto, tako da če vam ni šlo, si še pa enkrat zavrtite, ne. Ok, imamo zdaj površino. Površina je osnovna ploskev plus S plašča. Zdaj pa osnovno ploskev imamo. S plašča, ker je 4 strana, je 4-krat S tega trikotnika, ne. Ta trikotnik ima pa takle, tu ima stranski rob, spodaj pa stranico A. In tukaj bomo izračunali ploščino tega trikotnika glede na Heronov obrazec. Heronov obrazec smo že imeli v prejšnji, kako bi rekla, v prejšnji rundi vaj. Zdaj pa, Heronov obrazec je takole, ne. Jaz ga bom zdaj tu napisala. Najprej je treba dobiti polovičen obseg, ki ga označimo z S. To je A plus B plus C polovic. Potem je pa treba po formuli vzeti koren S minus A, S minus B, S minus C. Zdaj pa naj vas ne zavede, ne, ta S in ta S nista enaka. Zato bom jaz tule naredila takole. S1, 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 S1. V redu? En drug S je to. Slučajno pač stranski rob pa S prideta takole. Res niso najbolj premislili tole. Ali pa jaz. Ok. In zdaj najprej moramo dobiti ta S1.
S1 dobimo tako, da seštejemo vse tri stranice, se pravi 2 imamo S-a pa en A. Je 2 S-a, to je 4 plus 4, pa še en A je plus 2 in vse skupaj damo na pol. S1 je potem 4 po 4, 8, 10, na pol je 5 centimetrov. In zdaj ploščina našega trikotnika je pa pol tale koren. 5, pa 5 minus prva stranica, 4, ne, pa minus 5 minus še enkrat 4, pa 5 minus zadnja stranica 2. Se pravi, S trikotnika je koren. 5 krat 1 krat 1 krat 3. Se pravi, S trikotnika je potem koren 15, S trikotnika je, znate na pamet koren 15, kako da ne, jaz tudi ne, mogoče bi bilo smiselno, ne vem, 3,9 centimetra na kvadrat. In zdaj lahko izračunamo površino te prizme, to je osnovna ploskev je 4 centimetre na kvadrat plus tegale, kaj je že, plašča. Plašč je pa 4, ne, 4 krat tale trikotnik, se pravi 4 krat 3,9. Ste mislili, da sem že zmotila? Ja, zdaj je bilo blizu je bilo, ampak sem v zadnjem trenutku ugotovila, da še moramo krat 4 pomnožiti. Okej, dobro, imamo zdaj 4 krat 3,9, potem pa še plus 4 in je 19,6 centimetrov na kvadrat. Nekako bi vas opozorila, ko vstavljate v kalkulator, ne, je včasih boljše, da najprej pomnožite, tako ko je vrstni red operacij, pa pol seštejete. Nekateri kalkulatorji ne računajo prav. Ne znajo teh vrstnih ne znajo vrstnega reda računskih operacij. Jaz mislim zdaj, da v teh modernih jih ni več veliko, ampak vidim, ko so na Facebooku kake naloge, ko ne znajo potem vrstnega reda računskih operacij narediti, pa se potem 100 ljudi skrega zaradi tega. Pa ni se treba, vedno pride en rezultat pravi, ostali so narobe. Tako, no, za piramido mislim, da smo dosti povadili stvari. Lepo bodite, tam so še ene vaje, če hočete, vam lahko še dam. Tule, ne, je še tale 6, šestkotnik je spodaj, tako da ta bo recimo tudi zanimiva. Drugače pa to bo dosti, ne, za piramido. Lepo bodite. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!